Eno od letošnjih pridobitev konvencije je bila tudi razširjen gaming program, oziroma gaming program, ki je začel pronicati tudi v sam program dogodka. Mislim, da ste imeli panelo o sami kulturi oziroma pro-gamingu in spravi tem mentalnem stanju pro-gamerjev. Pa tudi sama gaming sekcija se je pač precej razširila. Lahko mogoče opišeš malo odločitev za tem, zakaj več gamerjev? Ja, začetki so že kar dolgo nazaj bili, no. Mi smo skozi imeli malo gaminga, je pa res, da smo na začetku pokrivali s strani društev dejansko tudi animovno iz Obale, oziroma iz Obale, Izole, je bil, mislim, da med ta prvimi, ki je pripeljal pač opremo, konzolo, igre in pripravil tudi turnirje. Nočem reči, čeprav bilo je na poligonu, torej 1/4 NMN smo že začeli skupaj sodelovati. To je bilo katerega leta? 2017 bi rekel. Ne, to je že 15, 2015 pravzaprav, sem se spomnila, že 2015, torej 3. NMN, smo imeli pa eno skupino, ki je takrat začela, oni so imeli idejo, pozabila sem ime, ampak oni so takrat imeli idejo biti kot eno geek skupnost, gaming skupnost, no? In so prišli k nam in organizirali prvi turnir. A ni to fighting game skupnost, ko je? Nekaj je bilo, Tekken ali kaj? Ne samo Tekken, ko so očitno vse fighting game igrali, veš, to so profesionalni bili. Ja. Društvo Pretep, oni so včasih bili pač na vseh teh fighting game community. Mislim, da niso bili, ne, ker fora je bilo v tem, da so takrat malo po NMN-ju razpadli, ker se je nekaj finančno in pač v društvo. Društvo je lahko zmeri ful kritično, če ti nimaš nadzora in kakšnih papirjev ne oddaš. In če ti si nepridobiten in moraš kazen plačati, se hitro zapre društvo. To je bilo pač takrat, ampak pa smo začeli z Animal, par let z njimi, pol smo pa tudi z Speedom začeli sodelovati, torej v 2018 pa... Speed pa prirejajo malo večje tudi dogodke, recimo LAN party, Epicenter. To mi je znano, ja. To so velecentrih vedno imeli, ja. Oni so še vedno, mislim, da so locirani v Mariboru. Ja, se tudi letos bo tam, takrat tam, ta Epicenter. Ena zanimivost letos ne bo samo Epicenter, ampak so v program dodali še anime artiste, plus cosplay tekmovanje. Tako da očitno želijo zajeti ta community. Augusta to, ne? Vsak želi imeti cosplay tekmovanje, se mi zdi res vse. Zdi se mi, da cosplay tekmovanje je vedno vrhunec dogodka, ko se vsi zberejo in želijo pač, ker ves čas krožijo cosplayerji naokoli. Potem pa vsi želijo vedeti, who's the best. Najprej sem to, da še gaming do konca povem. Letos smo se povezali z društvom P-Byte, ki je tudi bil pripravljen najeti večji del spodnje dvorane, da bojo povezali pripeljali določeno torej upremo, imeli turnirje in organizirali gaming program. Kar se tiče pa gor, na glavnem odru pa vsebine, torej v povezavi z gamingom, smo pa tudi že pred leti imeli od e-športa na splošno do, imeli smo predstavitve nekih slovenskih indie gamerjev, tako da je bilo zmeri se nekaj malega dogajalo, nikoli pa nismo želeli, da je to, da bi prevzel. Bil je poudarek na gamingu. Sem ta panel, ki ste ga imeli z društvom Diamant, e-šport Diamant. To je, ne vem, kakšna pravna ekipa. Se pravi, kaj je bila že fizična pa psihična pripravljenost. E-športnikov ful dober. Ful zanimivo. Jaz sem še potem kasneje do njih stopil in je bilo res, mislim pač vesel sem, da ste jih pač imeli v programu. In imeli so dobro dinamiko, ker mislim, da je vključevala pro-gamerja, psihologinjo in menedžerja. Torej so pokrivali v bistvu vse te sekcije. Pa vsi štirje so bili ful prijazni. To se sliši svetovno. Ja, imeli so svojo stojnico tudi. Jaz sem zunaj prodajala karte, veš. Žalostno. Tako da gaming nam je pomemben, pa ga hočemo imeti v določeni meri. Tako da nam je izredno všeč, da se je razvil tudi, da je letos uspel Game Gang Show, ker je to področje, katerega res mi na takšen nivo ne želimo iti. In nam je super, da je še nekdo, ki pa je šel v to, ker
tam ne bo toliko za community based, pa cosplay, pa anime. Oni ne bojo pokrivali te literarnega dela, rečemo, ne? Posameznih družb, ampak lahko pa, da pa lahko, mislim, meni je bilo hudo videti e-sports turnir na odru. Ja, na stage igrajo v živo, lahko gledamo. Končno imamo neke Slovenije takega. Zdi se mi, da to je bil A in Ž tistega programa, ker niso se osredotočili ne na stojnice, ne na nek, bi rekel, okviren okoljski program, ne, ampak je bil nekako, glavno dogajanje je bilo tisti oder, ne, in vsi so nekako kongregirali v tisti prostor. Če priješ tja po prvo kop, pa si že shoutcasterja tam v živo govoriti, like, boga, pa na konci ste že tako bila zmatrana. Želeli so imitirati dejanske e-sports turnirje. Čakaj, vi ste bili vsi?